Dober dan vsem skupaj. Sedite se, da ne boste stali, dokler so še mesta prosta. Spoštovani udeleženci današnje spominske svečanosti, tukaj pod gori na Lubasovi domačiji, vsem prav lep pozdrav. V imenu Združenja borcev za vrednote NOB Mežiške doline in krajevne organizacije Kotlje. Med nami bi moral danes pozdraviti gospoda Čevnika. Rekli so, da bo prišel. Prosim. Gospod Čevnik je mož od Eberlove sestre, ki še živi, ampak je danes tudi zaradi zdravstvenega stanja ne bi bilo med nami. No, med nami smo danes pričakovali tudi sina pokojnega Poldeta. Je tu. Je že tukaj? Ja. Bi ga lahko pozdravili. Ja. To je, ja. No. In upam, da nam bo ob koncu spregovoril še tudi kaj povedal o svojim očetu. Seveda pozdravljam gospod Eberle, Polde Eberle Jamski, je bil doma iz Zagorja, iz Zasavskih revirjev, ki je umrl tukaj v gozdu, malo nad Lubasovo domačijo. In je bil tudi prvi sekretar Komunistične partije Slovenije za Mežiško okrožje. Predsednik Kotulske organizacije Karel Polanc je prehlajen, ter mi je včeraj rekel, da ne ve, če bo lahko prišel danes med nas. Letos je slavil visok življenjski jubilej, 90 let, in seveda sem hotel, da mu zaželimo vsi še dobrega zdravja, počutja in še na mnoga zdrava leta. Med nami pa pozdravljam seveda tudi današnjega slavnostnega gornika Bena Kotnika, Lubasa. Pozdravljam tudi vse sodelujoče v današnjem kulturnem programu. To je pevski oktet Lovskega društva Prežihovo. In pa harmonikarja Koroškega harmonikarskega orkestra, ki je pa kulturnega društva Ravne, ki je pa danes žal okrnjen zaradi obveznosti. Pozdravljam pa seveda tudi naše 3 praporščake. In še enega moram pozdraviti recitatorja današnje kulturne prireditve Janeza Kotnika, to pa je vnuk današnjega gornika. No in sedaj za začetek predlagam, da harmonikarja zaigrata venček.
No, koroške harmonikarje vodi Alen Rožej. Sedaj bodo pa zapeli pevci Okteta Prižihovo še eno pesem. Pevce vodi pa Aleksander Kotnik, je njihov strokovni vodja. Ki je tudi med nami danes. Padel mlad partizan, tam je obležal nepokopan, gori pod smreko truplo trohni, veter prek njega tiho šumi. Gori pod smreko truplo trohni, veter prek njega tiho šumi. V hišici mali mamica čaka, kdaj mimo okna sin prikoraka. Čaka in čaka, sinka pa ni, stati ne morajo bele kosti. Čaka in čaka, sinka pa ni, stati ne morajo bele kosti. Danes se spominjamo pomembnega dogodka, ko sta se pod lipo, kjer so danes le še njeni ostanki, tu spodaj, leta 1942 se stala Dušan Kveder in kmet Beno Kotnik, oče današnjega slavnostnega govornika, ter se pogovorila o nujnosti organiziranja oboroženega odpora v Guštanju in na Prevaljah. Na osnovi njunega razgovora je bila na Navrškem vrhu 12. oktobra 1942 ustanovljena osvobodilna fronta za Mežiško okrožje. Njen pobudnik je bil seveda Beno Kotnik. Več o tem in o ostalih ustanovnih članih osvobodilne fronte pa bomo slišali čez dobre 3 tedne na proslavi na Navrškem vrhu. V spomin na to srečanje Dušana Kvedra in Lubasa je bilo 19. septembra leta 1986 spodaj pod lipo postavljeno spominsko obeležje. Sedaj pa vabim slavnostnega govornika Bena Kotnika, da nam spregovori nekaj o tem dogodku, o srečanju, kakor mu je pač o tem pripovedal oče, oziroma se ga tudi sam spomni. Če dovolite, najprej en lep pozdrav v imenu vse Ljubazove familije, pa tudi v svojem imenu. Velika čast mi je, da lahko spregovorim taki množici, kljub slabemu vremenu ste se udeležili, kajti tudi partizani so ne glede na vreme bili v hosti in pod milim nebom. Ampak vidim, da ste simpatizerji partizanskega gibanja, zato vas še enkrat prisrčno partizansko pozdravljam. Kakor je vam vsem znano,
ko so Nemci zasedli našo deželo in so tudi Orančane, v Ravnah je bila močna partijska organizacija, ki so jo razbili. Jaz bom svoj govor navezal na spomin očeta, ki je pa pripovedoval, in pa seveda takoj po zapiskih povojnih, ki so najbolj verodostojni, in pa seveda malo imam pa še nekaj svojih spominov. Rad bi povedal, da te slavne dni oziroma nevarne dni, ki so bili leta 41, je si treba zapomniti in je treba tudi prinašati našim mlajšim rodovom. Kakor veste, je bila v Ljubljani v Vidmarjevi hiši ustanovljena na pobudo zavednih Slovencev, ki se niso dali Nemcem, Osvobodilna fronta slovenskega naroda, ki je imela edino točko dnevnega reda oborožen upor slovenskega naroda proti fašizmu in njegovim pomagačem. Ker so pa bili med njimi tudi taki, ki so našega očeta dobro poznali, pa je Dušan Kveder, Tomaž, ko je bila ramska organizacija razbita s pomočjo Nemcev in domačih izdajalcev, nekateri člani so bili zaprti, nekateri so pobegnili, nekateri so pa bili ustreljeni kot talci v Begunjah, to je bil med njimi tudi Logar. Ko je Dušan Kveder, moram pa poudariti, da je tudi oče imel težave, kajti bil je tudi na spisku za izseljenje v Srbijo. Saj je imela cela Ljubazova familija pripravljene kovčke za izselitev. Ampak žal, oziroma na srečo, do tega ni prišlo, ker je imel oče, moram poudariti, enega dobrega tovariša, ki je pa bil visoko pri Nemcih na položaju. Tako da ga je najbrž, in to je tudi oče pole rekel, večkrat zagovarjal in tudi preprečil, da ni bil takoj izseljen. Čeravno je bil večkrat zaprt, zaslišan, ampak do 43. leta je bil na svobodi, potem pa je pobegnil v partizane. Dušan Kveder je poznal očeta iz predvojne dobe in je navezal stike, da obnovijo organizacijo v Mežiški dolini. Tako je prišel s kurirko enega popoldneva k Ljubazu pod Lipo. Tam sta se pogovarjala in je prinesel zadolžitve, ki so jih sprejeli v Ljubljani odbor Osvobodilne fronte. Seveda, bilo je, moram reči, oziroma zdaj ocenjujem, zelo nevarno, kajti vsaka najmanjši upor proti okupatorju je bil kaznovan z požigom domačije ali izgnanstva v taborišče, največkrat pa mučenje in pa gotova smrt v plinskih celicah. Tako da tudi domači tega dogodka, ki sta ga z Kvedrom pod Lipo obravnavala, nismo vedeli, tudi moja mama ne, takoj pozneje pa ja. Naloga je bila, da obnovita celico ramsko, ki je bila razbita, in pa da takoj pristopijo zbiranju Korošci k oboroženemu odporu, zbiranju orožja in drugega materijala, ki je bil potreben za takratni upor. Dušan Kveder z kurirko, seveda ponarejenimi dokumenti, da se je lahko svobodno gibal
tako v narekovaju, je prespal pri nas, zjutraj pa sta šla v Črno, ki je v Črni tudi bila organizacija, ki je tudi take naloge prinesel naprej. Naj končam s tem in opišem te junake, ki so se upali postaviti močnemu sovražniku v bran, odkot in kako odkot izvirajo. Dušan Kveder, to pa imam napisano, ko si ne zapomnim zaradi let že vse na pamet. Dušan Kveder se je rodil 9. aprila 1915. leta v Šentjurju. Udeležil pa se je vojne, oziroma bil je tudi španski borec, a ne. Potem je bil zaprt, ko je v Španiji ta republika propadla, in 41. leta se je priključil narodnoosvobodilni borbi, organiziral prve partizanske štajerske enote z komandantom, takratnim Stanetom Rozmanom, in ustanovil bataljon. Kasneje, ko je padel komandant Stane, je prevzel Kveder poveljstvo slovenskih partizanov. Po zmagi 45. leta je bil rezervni podpolkovnik, rezervni podpolkovnik in kasneje veleposlanik v državah naših državah, in je študiral kemijo v Zagrebu, nato pa pravo v Ljubljani. Pokopan je, oziroma umrl je 12. marca 66. leta, pokopan je pa v Ljubljani v grobnicah narodnih herojev. Poleg velikih odlikovanj, ki jih je dobil, je tudi najvišjo priznanje narodnega heroja. Moj oče je pa izhaja iz družine, iz Dobrih, in se je rodil leta 1894, osnovno šolo je končal v Ravnah, potem je bil v kmetijski šoli na Grmu v Novem mestu, kasneje pa je še študiral zadružno šolo v Ljubljani, poročil se je z mojo mamo na Lobazovo kmetijo in seveda kmetoval. Poleg kmetovanja pa je več politično se udejstvoval, kot pa kmetoval. Skratka, bil je tudi v teh naprednih organizacijah, vodil je posojilnico, kmečko posojilnico v Dravogradu, zadrugo v Prevaljah, bil je tudi član in pa predsednik upravnega odbora Rdečega konzuma, ki sta bila dva konzuma, rdeči in črni konzum v Ravnah. Žal je ta rdeči konzum zaradi izdajstva in pa seveda ta revanš, ki je podoben današnji strankam, tudi takrat propadel, in oče je tudi grb plačal, da je stal z premoženjem, ne tako kak danes, ki ne odgovarjajo za nič, če ga zafurajo. No, to je kratka zgodovina. Kotulska organizacija Zveza borcev pa je postavila, kot je rekel predsednik, obeležje pod lipo, ki je napis prispeval pokojni profesor Mrdavšič, ki pa se glasi: pod to lipo sta se zbrala Tomaž Kveder, Tomaž Dušan,
in pa Beno Kotnik Lubas, partizansko ime Hostnik, in organiziral upor, ki je razplemetel in razvil se v veliki boj. Jaz bi rekel, da je spomin na te junake, ne samo na te, ki so tu prispevali, ampak po celi državi, da se jih spominjamo, da se jih spominjamo večno in naj jim bo večna slava in spomin. Hvala lepa. Jaz bi tukaj samo še pripomnil, da je Beno pripravil fotografije Poldeta Jamskega, Dušana Kvedra in svojega očeta. Tukaj pa tudi fotografija žene Poldeta Eberla ob otvoritvi spomenika v gozdu, ki boste potem ogledali. Sedaj pa prosim harmonikarja. O sonce za pohodca vstaja, dolina pod goro še spi, prebuja podoba se raja, vrh gore že v soncu žari. So strme stezice na goro, Trogan so pod steno hiti, spomini hitijo za njimi, se pesem domača glasi. Oj, ušja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotulski zvon. Se rožce tvoje in tiči glas, naročje tvoje povabi nas. Pod vrhom se jager sprehaja, začuje prav rahel šepet, življenje se novo poraja, pomlad zacvetela bo spet. Tam gori na vrhu planine, še turševca k soncu kipi. In ruševec ovse ti vabi, vse putke in dobre ljudi. Oj, ušja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotulski zvon. Se rožce tvoje in
tiši glas, naročje tvoje povabi nas. Ko sonce zaide, bogatstvo in moč, dolino Hotulsko pokrila bo noč, a v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje Koroške sem sin. A v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje Koroške sem sin. Danes pa bomo obudili spomin tudi tukaj v gozdu, malo na domačijo, umrlega Poldita Eberla Jamskega, kot sem že prej povedal, rudarja in aktivista iz Zasavskih revirjev. Doma iz Zagorja, prvega sekretarja komunistične partije za Mežiško okrožje. Na mesto, kjer je 7. novembra, kjer so našli 7. novembra leta 1943 mrtvega sekretarja, so 22. julija leta 1957 odkrili spomenik, kjer bomo tu danes položili spominski venec. In sedaj ponovno vabim k besedi današnjega slavnostnega govornika Bena Kotnika. Prosim. Upam, da bo šlo zdaj bolj gladko drugič. Pa spomini so tudi bolj sveži, ki so osebno moji. Moram reči, da se spominjamo Poldana kot Jamskega. Mi smo ga poznali kot Jamskega. Polda je prišel v našo hišo oziroma tu v Koroške gozdove iz Zasavja. Pravili smo Zasavskih revirjev, partizani iz Zasavskih revirjev. Polda je bil poslan po liniji Osvobodilne fronte, pridružil se je Matjaževi skupini, ki je domovala pod Peco, in tako se je organiziral in razplametel veliko upor proti fašizmu na Koroškem. Polda je bil izreden govornik, bil je v civilu, bil je v klobuku, za paso pa je imel pištolo in pa kragujevsko bombo. Imel je pištolo ruski gazer, kakor se jaz spominjam, kajti otroci, kot smo še bili otroci, je bilo največje zanimanje pač pri partizanih orožja, kakšno imajo. Ne? In seveda je rekel, da je pač ruski gazer, ko so mu pravili, najbolj sigurno orožje. Če prvi metek zataji, drugi sigurno in tretji ne bo. Polda je ustanovil v Podkraju pionirsko organizacijo, mladinsko organizacijo, skojevsko organizacijo, AFŽ organizacijo. Skratka, vse te organizacije so delo Poldana, Marjetke, Džona in Matjaža. Skratka, Polda je bil sila gibanja, govorniško sposobnost, ki je imel, tako je znal prepričevati in govoriti. Ko smo imeli enkrat pri nas miting in so bili zbrani vsi posli in te služkinje, ko je Polda govoril, bilo je na veliko noč, ponedeljek, ko je Polda govoril, so vsi pravili, da to ni partizan, da je partizan v obliki župnika, da je pač župnik. Moram reči, da dve služkinji sta skozi nista verjeli, da ni kaj drugega kot župnik, ampak ko sta videli pole pri otvoritvi, ko je prišla žena
spomeniku, sta šele verjeli, da je bil navaden rudar, oziroma bo mogoče sin več povedal, in zaveden Slovenc in junaški partizan. Da je pa omahnil tu blizu v našem gozdu, pa tudi lahko povem to zadevo, kako je bilo, ker sem bil prisoten, ko so Polda je imel spremljevalca ravnskega znanega partizana Gustlna Slemenika, Grega mu je partizansko ime, ki je padel pri Mokrem Jepiču. Ker je bil poznan po terenu, ga je Polda izbral za spremljevalca. Ker je bil pa Polda tudi na taboru v Kotlah govornik in pa seveda te partizani, vsi, ki so bili takrat navzoči, so se Nemci maščevali in naredili čez 2 dni veliko hajko, da pač ujamejo partizane in jih pobijejo ali pozaprejo. Polda, oziroma že prej so imeli pri Podhoku, pri Staremu se je partizansko reklo, je Polda imel zasilno zaklonišče, tak bunker, pa je rekel, ko je prihajal k nam, da naj mu priskrbimo še tu v bližini našem gozdu tudi eno tako zasilno zemljanko, da se za vsak slučaj lahko skrije pred okupatorjem. In seveda oče je zadolžil nas pobe, da skopljemo zemljanko, smo jih sicer skopali tu nad, ko ima zdaj hčerka bajto, je bil gozd, pa tam velik rop je tak, da smo naredili eno zemljanko. Seveda ta zemljanka je bila že gotova, prst, ki smo jih skopali, je se usipala skozi do potoka, zamaskirano še ni bilo, bilo je pa pripravljeno, da se lahko bi umaknila že v ta bunker. Ker so pa Nemci takrat naredili veliko hajko, so v streljcah tudi prečesali vse te robove in gozd, so odkrili bunker, ne, ampak videli so, da še zemlja ni bila zamaskirana, ker pač ni padlo listje, mi pa tudi nismo utegnili, ker smo komaj naredili za silo to zaklonišče. So Nemci takoj obkolili našo hišo, očeta in mater, pa vse nas zaprli v hišo in zasliševali, zakaj je ta bunker naredil. Oče se je sicer, po domače rečeno, izmazal, ker mu je župan Osjander naročil, ko sta bila nekako povezana, oziroma spoštoval ga je tudi, mu je naročil, da naj naredi zaklonišče, da naj skrije živež, to je mast, pa meso, pa dragocene predmete, da ne bojo partizani dobili, ker je pač mislil, da ne sodeluje s partizani. In tako je na te hajki bil tudi prisoten sam župan Osjander, in tako ga je sam Osjander tudi mu verjel, da je oče zato zgradil ta bunker, da pač je temu namenjen, da ni partizanom namenjen. Potem pa so nas spustili, Nemci so se ustavili tu. Moram pa povedati, da so bili pa v tej patroli sami Ravnčani, to je bil Wehrmannschaft, Werkschutz, in da seveda niso bili posebej navdušeni na boj, razen teh komandantov, da je pač vse tako mimo šlo bolj po milim potom, drugače bi se nam bolj trda predla.
Med tistim času pa je spremljevalc Grega s Poldano prišel, ker je že bilo dogovorjeno, da prispita v bunkerju, ker hajka bo šla naprej. Tu gor, tam je bila ena uta, tu gor Nemcev je bilo polno dvorišče, pa v hiši je pa Polda je ostal tam not v gozdu pri potoku. Kurirja je pošlo, da pokažemo, kje je bunker, da se bo ta skriva. In so ga seveda Nemci opazili in takoj, ko je začel teči, takoj začeli za njim streljati. In leteli so tu gor, pa streljali kar tak v to smer, ki je on tekel. Seveda, Poldana je on po pripovedovanju potem je Poldana tam v gozdu našel in sta začela teči po potoku proti Podkovniku. Ker je Polda ni mogel tako teči, kak pa Grega, je Polda mu rekel, ti kar jedi naprej, obvesti še ostale, da je polno Švabov pri Lubazu in da se naj skrijeta, jaz pa bom že prišel za tabo. In Nemci so se drugo jutro umaknili naprej in popoldan je pa Grega, partizansko ime tega kurirja, Grega prišel k očetu, pa vprašal, kje je Polda, pa je rekel, da ne ve, pa sta šla ga iskat, pa sta ga našla tam v potoku, naslonjenega na klobuk in mrtvega. Imel je 2 kapljici krvi na nosu in nič drugega. Mislila sta, da je bil zadet, sta ga slekla in ni bilo znakov strelnih ran. Ker je bilo zelo nevarno tudi pokop mrtvega, je bilo smrtno nevarno. Je oče nisi upal naših poslov zaposliti oziroma, da bi ga pokopali, je šel k Kancu po enega Čičana, Čiča, partizansko ime je potem Čiča mu bilo ime, ki je bil tudi talc ustreljen pri Sveti Neži pozneje. In ta Čiča, oče in pa Grega sta pokojnega Poldana pokopala, zavila v eno odejo in pokopala tam v potoku, ker je bilo že novembra, je bilo že zmrzlo in seveda tam, kjer je pač najbolj bilo ugodno in mehko zakopati, sta ga pokopala, so ga pokopali in zamaskirali, tako da se ni videlo. Oče je urezil na eno buko gor en križ za znamenje, da se pozneje bi lahko odkrilo truplo. Ker smo pa bili vsi pozneje v partizanih, padel je Grega, padel je Čiča. Oče, ki je sam vedel, kje je Polda pokopan, je pozneje povedal hčerki Lojski, že v partizanih, in hčerka Lojska je povedala nam pobam, kje je Polda približno, kje je Polda pokopan. Ko je bila svoboda, je oče bil v Mariboru, Lojska je bila na okraju v Prevaljah, mi smo bili takrat doma. So prišli 4 iz Zasavja tovariši Poldana z tovornim vozilom vojaškem in še 2 v partizanskih oblekah. Vprašala, kje je Polda pokopan, mama tudi ni vedela, je poklicala mene in Stankona, pa smo pokazali celo z vojaškim vozilom, z enim Jamesom, ki je imel na vse pogon, so zapeljali gor
Imeli so krsto, odkopali pokojnega, naložili na krsto. Spominjam se pa, da so imeli na krsto razen, brez kakšnega cvetja, venec iz trnja zvit in položen na krsto. In tako se je končal ta sprevod. Mama je jih pogostila z moštom in šnopsom in so odpeljali Poldanov po Zasavje. To je moj spomin. Hvala. Beno, najlepša hvala. Si verjetno še eden redkih živih pričevalcev in obeja. Zdaj pa vabim vnuka Janeza, da nam recitira 2 pesmi, prosim. Ko bomo doma šel, v culo ne veži mi kruha rženega. Ko bomo doma šel, v roko ne stiskaj mi križa lesenega. Ko bomo doma šel, v čašo ne toči mi vina šumečega. Ko bomo doma šel, solza ne moči mi nageljna rdečega. Ko bomo doma šel, jasen pogled naj bo, nočem meglenega. Ko bomo doma šel, v srce nali samo srda ledenega. Kajuh, bosa pojdiva. Bosa pojdiva, dekle ob sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno, dlaniko prneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle ob sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilu nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. Spoštovani, ker je danes med nami tudi pokojnikov sin, Poldetov sin, Emil Eberle, ga prosim, da nam spregovori nekaj o očetu. Jaz niti nisem našel njegovih rojstnih oziroma kdaj je bil rojen, da se nekaj poveste. In pozdravite nas. Lep pozdrav vsem. Moram reči, da jaz nisem nobenega govora pripravljal za današnji dan. Slišali smo že tovariša Bena prej, kaj je povedal mojemu očetu, no, ampak nekaj stvari, par besed bi mogoče le podal, ki je v zvezi s tem dogodkom današnjim. Julija sem zvedel pač, da bo ta prireditev današnja, no in takrat sem se lotil zbiranja vseh virov, podatkov o mojem očetu, ki sem jih dobil v knjigah, v raznih dokumentih, po pripovedovanju moje mame in slične stvari. No in sem spravil to dobesedno prepisal vse dogodke, ki so bili v zvezi z mojim očetom, Poldetom Eberlom Jamskim. To sem zapisal in še dodal svoje stvari, ki mi jih je mama povedala, sem še dodal, ali pa svoje mnenja in tako dalje. No in predvčerajšnjim sem te knjižce dobil tiskane. No in eno od teh knjiž bom podaril Ljubasovim, eno bom Zveza borcom in koga bo zanimalo, bo tam lahko podrobneje prebral o mojem očetu. Tam sem opisal delovanje ne samo
na tem vašem področju, ampak tudi v Zasavju, to se pravi na Štajerskem. Torej, toliko o tem, da dost nimam kaj novega povedati, kar je že znano, ne. Seveda bi pa izkoristil to priliko, da se zahvalim Ljubasovim, ker je moj oče kot prvi sekretar Komunistične partije Slovenije za Mežiško okrožje tukaj dobil zatočišče, dobil tako rekoč domačijo, ker se je počutil doma, ker je to domačnost seveda izredno pogrešal. Oni so ga ves čas podpirali, kot ste slišali, in seveda se moram zahvaliti njim tudi za te prireditve, ki jih prirejajo, in seveda Zvezo borcev krajevne skupnosti Kotle, da so prikazali že večkrat to delovanje prvega sekretarja za Mežiško okrožje. Vso odrekanje, vse napori, ki so jih te morali prenašati, ne, v tem obdobju krvave borbe za svobodo, so bili res taki veličastni, ne, in vsem živečim še se je treba zahvaliti, in pa vsem mrtvim, ki so padli, ki so bili kreatorji te epopeje, ki nam je privedla do svobode. Jaz druge stvari ne bi več o teh stvareh govoril, kot sem rekel, v knjižci je podan podrobno in tam bo vsak zainteresiran tudi to lahko zvedel. Hvala lepa, srečno. Hvala lepa, gospod Eberle. Jaz bi samo pri tem še dopolnil, da se po Poldetu Eberlu Jamskemu imenuje tudi dom starejših v Izlakah, v Zagorju pa se po njem imenuje tudi taborniški odred. Tabornikov pa danes, kot vidimo, žal ni med nami. Ja. Kljub vsemu nelepemu v današnjem svetu, bom rekel, da ostanemo še naprej oporni in pogumni, saj smo potomci tukaj našega rojaka, borca za delavske pravice in svobodo Priživega Voranca. Bodimo solidarni in tovariški drug do drugega, do naših bližnjih in okolice. Cenimo svobodo in samostojnost. Danes vidimo, da so vrednote povsem drugačne, kot so pa bile v času NOB. Pa kljub temu, kot radi rečemo, bodimo človek, človeku človek. Ohranimo trajen spomin na borce za svobodo in večno naj velja partizanski pozdrav: svoboda narodu, smrt fašizmu. Želim si ga večno nazaj, planinski raj. Le enkrat sem videl ta
enkrat rad videl ta kraj. Želim si ga večno nazaj, planinski raj. Še enkrat rad videl ta kraj, želim si ga večno nazaj, planinski raj. Janez, prosim, še eno pesem. Kajuh jesenska. Še pomnite, tovariši, kako bilo je sleherno jesen? Kako smo verovali v tistih dneh? Spomladi se vzdramilo bo v ljudeh. Tako smo vselej hrepeneli, brez hrepenenja ne bi doživeli jeseni, ki prihaja zdaj. Jeseni, ki ni naša in vendar naša, bolj ko vse do zdaj. Od vse povsod, z gora, gozdov, z porušenih domov in iz grobov kriči: zaupajte, tovariši, verujte. V jeseni tej ni hrepenenje kalna voda, kot divji, hrzajoči konj, prihaja k nam svoboda. S tem smo zaključili današnjo spominsko prireditev. Ko sem spraševal kulturnega predsednika, sem nekako ugotovil, da je bila takšna večja prireditev oziroma srečanje, da je bilo tukaj leta 1998, to pomeni, da je od tega 19 let. Hvala vsem, da ste prišli, vreme je držalo, želim vam še prijeten popoldne in seveda vikend, lep vikend. Ker je pa toliko let, hvala tudi vsem nastopajočim, slavnostnim govornikom, Beno, res hvala.
pevcem okteta Lovskega društva pri Žihu in harmonikarjema. Prebuja podoba se raja, vrh gore že v soncu žari. So strme stezice na goro, trobkan so pod steno hiti. Spomini hitijo za njimi, se pesem domača glasi. Oj, Lušja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotulski zvon. Se rožce tvoje in tiči glas, naročje tvoje povabi nas. Pod vrhom se jager sprehaja, začuje prav rahel šepet. Življenje se novo poraja, pomlad zacvetela bo spet. Tam gori na vrhu planine, še turševca k soncu kipi. In ruševec ovse ti vabi, vse putke in dobre ljudi. Oj, Lušja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotulski zvon. Vse rožce tvoje in ptičji glas, naročje tvoje povabi nas. Ko sonce zaide, bogatstvo in moč, dolino hotulsko pokrila bo noč, a v srcu